aplikacije, družabna omrežja, spletne trgovine, te že nekaj časa uporabljajo umetno inteligenco, jasno uporabljajo to staro umetno inteligenco, ko smo rekli, prediktivna umetna inteligenca. To tudi mi kar nekaj uporabljamo v direktni komunikaciji, ko pošiljamo e-maile, SMS-e. Eno je, da ga uporabljamo za segmentacijo, tako kot si že prej omenil, torej iščemo, kjeri so tisti kupci, ki imajo največjo verjetnost za nakup, kjeri so tisti, ki bojo naredili velik nakup, kjeri bojo naredili majhen nakup, kakšna je verjetnost za churn, torej za odhod neke stranke. Za stranko, ki bo šla, za tisto, ki ne bo več naredila nakupa, tam se lahko malo stegnemo, damo nek malo večji popust. Za tistega, ki vemo, da ima visoko verjetnost nakupa, ne moramo sam povedati, da mi smo tukaj in mogoče pokazati nek personaliziran seznam izdelkov, torej pa gremo na ta personalizacijo vsebine, kjer pa torej spet z machine learningom delamo neke napovedne modele, torej z napovedovanjem, kateri izdelek bo nekdo najverjetneje kupil. Pa spet te iste modele lahko uporabljamo ne samo v mailu, tako kot sem rekel, lahko jih damo tudi na spletno stran. Se sprašujemo, kakšen je kontekst, nekdo je na front pageu, torej zelo generalno tam kažemo bolj splošne recommendation modele. Če povzamemo to, da je nekdo trenutno na product pageu, bomo pa kazali ne naredimo mu bundlov, bomo pa kazali stvari, ki so se pogosto kupile skupaj ali pa neke druge, na drug način povezane izdelke. Spet v košarci bomo vzeli, kaj vse ima nekdo v košarci, pa probali ugotoviti, kaj mu predlaga.